prestolnico historične Štajerske, mestom Gradec, je povezana legenda, ki pripoveduje, da je hudič, ki so ga prebivalci prelisičili v neki poslovni zadevi, na mesto vrgel velik kamen. Ta se je razčesnil na dva dela, pri čemer sta nastali dve vzpetini. Znamenitejša nad mestom Šlosberg in za nas zanimivejša Austein. Austein leži v okrožju Lent ob reki Muri. To območje je bilo dolgo neposeljeno. Šele v 17. stoletju, ko je Austein prišel v roke jezuitov, so se tukaj začeli naseljevati ljudje. Jezuiti pa so bili tudi tisti, ki so na Austeinu zgradili Kalvarijo. V času protireformacije so bile namreč kalvarijske poti izjemno pomemben instrument v rokah katoliške cerkve, s katerim so vernike usmerjali na pravo pot. Kalvarija na Austeinu velja za eno največjih in najstarejših severno od Alp. Prvi križi so bili na vrhu postavljeni že leta 1606, saj so jezuiti verjeli, da bo tako gora zelo podobna griču Golgota v Jeruzalemu. Do leta 1660 je bilo zgrajenih 14 kalvarijskih kapel. Zahvaljujoč darovom romarjev pa je bil kompleks razširjen in umetniško oblikovan. Tako so nastale veličastne zgradbe, kot je baročna kalvarijska cerkev s filigranskim fasadnim odrom in kopija svetih stopnic. Kalvarijska cerkev stoji ob vznožju Kalvarije in je namenjena pripravi vernikov na pot trpljenja. Da bi to poudarili, so romarji v preteklosti po svetih stopnicah hodili po kolenih. Na vrhu stopnic je na fasadnem odru kiparska skupina, v kateri prepoznamo tudi Jezusa in Poncija Pilata. Da pridemo do skupine križanja, gremo mimo več kapelic, jam, obcestnih svetišč in stebrov, ki so jih oblikovali različni umetniki. Mednje sodijo kapela bičanja, jama svetega Petra in kapela Marije Magdalene. Na najvišji točki Austeina je postavljena skupina križanja. Figure so izdelane v naravni velikosti iz peščenjaka, kip Jezusa pa je pozlačen. Prikaz Jezusovega trpljenja je bil tudi tukaj v Austeinu v stoletjih močno poškodovan. Nazadnje je bil prenovljen leta 2002. Prav ta Kalvarija je med študijem v Gradcu navdihnila Mateja Vrečarja, da je podobno božepotno pot zgradil tudi v Šmarju pri Jelšah. Kot ugotavlja dr. Avguštin Stegenšek, pa so se kapele na Austeinu zdele Vrečarju čisto preveč razmetane, zato jih je ta v Šmarju zgradil v svoji maniri, matematično. V novo zgrajeno romarsko pot je vključil tudi lokalno in širše uveljavljeni župnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja in podružnično cerkev, zgrajeno v zahvalo po premagani kugi, cerkev svetega Roka. Tako graško kot šmarsko Kalvarijo pa v zadnjih letih obiskuje vse več obiskovalcev, ki iščejo premislek in odmik.